Med tem postnim časom poskušajmo biti bližje osebam, ki preživljajo težke trenutke, bodimo jim blizu z naklonjenostjo, z molitvijo in solidarnostjo. Tako je vernike na Trgu svetega Petra povabil papež Frančišek, potem ko je skupaj z njimi z okna Apostolske palače molil opoldansko molitev angelovega češčenja. Poseben pozdrav, molitev in blagoslov je 8. marca namenil vsem ženskam, ki si vsakodnevno prizadevajo graditi bolj človeško in sprejemajočo družbo. Bratsko hvaležnost je sveti oče izrazil tudi tistim, ki na tisočih različnih načinov pričujejo za evangelij in delajo v cerkvi. To je za nas priložnost, da poudarimo pomen in nujnost njihove navzočnosti v življenju. Svet, v katerem so ženske odrinjene na rob, je jalov svet. Kajti ženske ne samo prinašajo življenje, ampak nam posredujejo sposobnost videti onstran, one vidijo onstran, posredujejo nam sposobnost razumeti svet z drugačnimi očmi, občutiti stvari srcem, ki je bolj ustvarjalno, bolj potrpežljivo in nežnejše, je dejal papež Frančišek. V nagovoru pred molitvijo pa je razložil evangeljski odlomek 3. postne nedelje. Ta nam predstavlja dogodek, ko je Jezus iz templja izgnal prodajalce in menjalce denarja. V postnem času se pripravljamo na obhajanje velike noči, ko bomo obnovili krstne obljube. Hodimo v svetu kot Jezus, je spodbudil papež Frančišek. Iz vsega našega bivanja naredimo znamenje njegove ljubezni do naših bratov, zlasti najšibkejših in najrevnejših. Zgradimo Bogu tempelj v našem življenju. Tako, če bomo pričevalci živega Kristusa, ga bodo lahko srečale tudi mnoge osebe, na katere naletimo na naši poti. Tudi vsak od nas se lahko po papeževih besedah vpraša, se Gospod zares počuti doma v mojem življenju, mu dovolim, da očisti moje srce in da prežene malike. To so tiste drže poželjivosti, ljubosumnosti, posvetnosti, zavisti, sovraštva in navade opravljanja, udiranja drugih. Mu torej dovolim, da očisti vse drže, ki so proti Bogu, bližnjemu in nam samih, je dejal papež Frančišek.